Smole napovedal kandidaturo, Evropski teden mobilnosti, srečanje s podjetniki, povabljeni po učni poti, sliko in besedo v Afriko, opraševalci cvetov na platnu, renesančne jesenske serenade, gorski tekači na svetovnem prvenstvu. Lepo pozdravljeni. Župan Nejc Smole se je v torek skupaj z občinsko upravo udeležil prve vadbe v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki bo sicer potekala še jutri v centru Medvod pod okriljem dveh skupin Šole zdravja, Medvoške in Preške. In ker so prav udeleženci Šole zdravja tudi najbolj aktivni prostovoljci v teh dneh, je prav njim prvič javno najavil svojo ponovno župansko kandidaturo. Najprej vadba, tako kot poteka vsako jutro v Šoli zdravja, običajno ob otroškem igrišču v Preski in ob nogometnem igrišču v Medvodah in seveda tudi drugod po občini. Le da je ta teden v okviru Evropskega tedna mobilnosti vadbišče preseljeno v sam center Medvod. Smo iz Medvod in iz Preske, s tem, da pridejo tudi iz okoliških, kjer pač nimajo skupine Šole zdravja, tako da nas je bilo danes po mojem okrog 50. Pa še z občinsko upravo vred najbrž 60. Kaj vam pomeni takale Šola zdravja, takale telesna vadba na vse zgodaj zjutraj? Veste kaj, prisili me, da vstanem, da se oblečem in da grem. Da nekaj naredim zase, nekaj koristnega. Potem gremo skoraj obvezno na kavo, se malo podružimo, potem pa domov in mislim, da se dan tako lepo začne. Predstavniki, no gre predvsem za predstavnice Šole zdravja, so v teh dneh in nasploh tudi aktivne prostovoljke. Ja, pri spremljanju otrok v šolo, potem pri akcijah v Medvodah, recimo Medvode v gibanju, smo tudi redarke, tako da nas kar ponucajo. Ker imamo dovolj energije, lahko to počnemo. Torej najprej vadba z županom in predstavniki občinske uprave in potem še županov nagovor in njegova prva javna naznanitev županske kandidature na letošnjih lokalnih volitvah. Ja, odločitev je nekaj časa zorela, pa sploh ni bila enostavna. Mogoče dogodki zadnjega tedna, zadnjih 14 dni so pa pač potrdili to, da si želim še enkrat preveriti zaupanje pri ljudeh na jesenskih volitvah. Zakaj odločitev danes tukaj v tej priložnosti? Zato, ker sta prav te dve skupini telovadk, Šole za zdravje, tiste, ki sta po mojem mnenju ene najbolj pozitivnih jeder v Medvodah. To pa pomeni, da stvari gledajo z dobro voljo, z eno vero, da se stvari da tudi dobro narediti in nikoli ne bom pozabil, da v trenutkih, ko je mogoče bilo največ oklevanj, je prav z njihove strani prišlo kakšno pismo, kakšna kartica podpore, v kateri so rekli, da ni vse tako zelo črno, kot mogoče včasih izgleda. Rekli ste, dogodki v zadnjih 14 dnevih, mogoče kateri je bil tisti odločilen dogodek, ki je vplival na vašo odločitev? Odprti projekti. Zagotovo vsi odprti projekti, ki pač so bili pripravljeni, pa zaradi takih ali pa drugačnih okoliščin ne bodo zaključeni. Največji zagotovo je pač kohezija. Včerajšnji dan smo odprli 15. gradbišče. Že samo to koordinirati vzame več kot polovico časa, potem pa zdajle se bodo začela dela na tržnici, na galeriji Sora, na kanalizaciji v Sori, se pravi na odseku proti Katarini, potem milijon evrov vreden projekt ceste na Jeprco in tako da to so dejansko zelo velike zadeve in zagotovo glavni razlog, da se pač še enkrat spravimo pregledati oziroma pogledati, potestirati, kaj pa ljudje menijo. Prvi test bo seveda že zbiranje 130 podpisov podpore občanov, saj se na volitve podaja kot nestrankarski kandidat. Vem, da je to težja pot, zato bom vesel vsega, ki si bo vzel čas, prišel na upravno enoto, overil podpis in ga prinesel ali meni osebno ali pa domov poslal. Zdi se mi, da je to dober test že tega, da vidiš, a sploh je neka osnovna podpora, ker nekako, če ne zbereš 120-130 podpisov, potem je najbrž brez veze upati na to, da bo rezultat tudi na volitvah ugoden. Pa tudi zato, ker se je v zadnjih 4 letih izkazalo, da lahko sodelujemo z vsemi, najlažje pa s tistimi, ki v Medvodah želijo delati. Kot smo slišali, udeleženke vadbe Zdrave šole postajajo tudi vse pomembnejše prostovoljke, aktivno vključene tudi v Evropski teden mobilnosti.
tudi v enega novih projektov letošnjega tedna, projekta Pešbus, ki ga vodi občinski inšpektor Aleš Karba. Jaz mislim, glede na to, da je to prvič letos organizirano, imamo za 4 osnovne šole organizirano, da se je zadeva zelo lepo prijela, obveščali smo, odziv je dober, strani šol je tudi odziv zelo dober, velika pripravljenost. Jaz bi tudi tukaj pohvalil naše prostovoljce, ki nam zmeri skočijo na pomoč, nobena starim ni problem. Tako da bom rekel, da je tukaj eno zelo lepo sodelovanje tako občine, prostovoljcev, šole in pa seveda tudi policije, ki smo jih obvestili in smo jih tudi videli na terenu, da le čuvajo in poskrbijo za varnost naših otrok. Ja, jaz sem zelo pozitivno stališče odobravam ta projekt, ali pa kakor se mu reče, ker povsem naravno pri otrocih je, da imajo v sebi gibanje. In seveda zdaj po nekem obdobju tega prevažanja staršev otrok na vse mogoče konce v šolo, dejavnosti in tako naprej, je dobro, da se ustavimo in otroke ponovno postavimo na cesto. Sprva seveda s spremstvom, da jih naučimo in opozorimo na vse, bom rekla, značilnosti udeležencev v prometu, potem pa bojo že sami hodili. Tokrat je sicer spremljala Pešbus, običajno pa je za varnost skrbela na najbolj prometnem križišču na šolski poti. Kdo je šibkejši člen? Otroci ali starši? Bi rekla, pri vsakem udeležencu se najdejo kakšne pomanjkljivosti. Vidim, da če stojimo takole na cesti za opozorilo, da smo previdni, to upoštevajo in otroci, in šoferji, in tudi starši. Hkrati pa opazimo tudi napake, da prečkajo ceste izven prehoda in to z malim otrokom, za roko ga držijo, da so te cestni prehodi označeni morda ne povsem ustrezno. Pešbus je projekt 4 osnovnih šol po vnaprej določenih varnejših trasah. Nobena trasa ni dovolj varna, da bi lahko rekli varna. Vse trase so le priporočljive, ker imajo zgrajeno to cestno infrastrukturo, kot so prehodi za pešce, pločnike in tako naprej. Za varnost danes, ko je promet ratal zelo živahen, zelo hiter, vsem se sploh v jutranjem času zelo mudi, žal oziroma bom rekel priporočeno je, da mora vsak poskrbeti za varnost. To je Pešbus, ki je iz Rakovnika včeraj potoval proti osnovni šoli Preska ob spremljavi 2 prostovoljcev. Učenci pa se jim pridružijo na posameznih označenih postajah. Tokrat jih je bilo sicer nekaj manj kot prejšnja 2 dneva, saj so predvsem starejši učenci že imeli pred uro. Otroke bomo pospremili varno do šole, če bo promet pregost, ga bomo zaustavili, da bodo otroci pač imeli varno pot do šole. Ste prvo leto prostovoljka? Da, prvo leto, ja. Kako da ste se odločili? Pač pokojnina, malo več časa, lahko se ukvarjamo še s čim drugim. Pomagamo, kolikor se pač da. Večino dodatnih aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti se je odvijalo prav danes, ko se je cestišče v središču Medvod spremenilo v igrišče, kolesarski poligon in še. Podobno bo tudi jutri, ko je že sicer dan brez avtomobila in ko se bo zaključil teden mobilnosti s treningom za medvoški tek prihodnjo soboto. Več o tem v prihodnji informativni oddaji. Turistično društvo Pirniče je to soboto organiziralo voden ogled pirniške učne poti, kjer so predstavili najbolj zanimive točke krajevne skupnosti. Tokratno vabilo je bilo prvenstveno namenjeno članom občinskega sveta in šolnikom. Kakšen je bil odziv pa v prispevku? Slabo leto je minilo, ko je bil prav v Evropskem tednu mobilnosti organiziran prvi tovrstni pohod po pirniški učni poti. Da po Pirničah poteka učna pot, nas sicer opozarjajo lične lesene table oziroma smerokazi. Namen je predstaviti članom občinskega sveta, kam proračunska sredstva grejo, in namen je tudi predstaviti ravnateljem osnovnih šol, pedagoškemu kadru na šolah, ki vodijo naravoslovne dneve, da učna pot v Pirničah je eden tak segment oziroma pot, ki jo lahko v ta namen izkoristimo. No, pa ne pozabim tudi na ravnatelje vrtcev v občini Medvode.
In sedaj nad odzivom ste zadovoljni? Nad odzivom sem presenečena, res je veliko tudi krajanov prišlo na to predstavitev učne poti. Morda malo bolj razočarana sem, glede na to, da je bilo kar nekaj svetnikov prijavljenih, da vendarle niso utegnili, verjetno kakšni razlogi pa so tudi za to. Žal sta se pohoda poleg nje udeležila le še župan občine Medvode Nejc Smole in svetnica in hkrati tudi podžupanja Darinka Varovšek. Od šolnikov pa predstavnice osnovne šole Medvode in Preske. Na poti je pohodnike spremljal tudi lovski pevski zbor Medvode pod vodstvom Milana Bajžlja z izborom priložnostnih pesmi in s fotoaparatom Janez Strojan. Jaz predvsem danes obujam spomine, ker sem rojena Pirničanka in so mi kraji, po katerih bomo danes šli, na nek način že v mladosti prirasli k srcu. Me pa zanima, kaj so v turističnem društvu zanimivega pripravili, na kakšen način bodo predstavili te kraje, ki jih pa že od mladosti poznam. Moram pa reči, da sem vesela, da so se odzvali tako lovski pevski zbor, da je tukaj ravnateljica osnovne šole Medvode in da so tukaj tudi moje kolegice z osnovne šole Preska, ki so prišle pogledati in bodo to učno pot na nek način vključile v kurikulum svojega programa dneva v dejavnosti. Sem pa razočarana nad kolegi iz občinskega sveta in kolegicami, ker se mi zdi, da smo pravočasno dobili to obvestilo, da sem po mojih informacijah celo dobila opomnik in se mi zdi, da je kar nekaj bilo ljudi prijavljenih, tako da se mi zdi, da na tak način tudi pokažemo, kako mar nam je za naše kraje in da bi bilo dobro, da bi se mogoče predvolilna kampanja začela že 1. septembra. Ste tukaj kot krajanka ali kot ravnateljica osnovne šole Medvode? Pravzaprav oboje, ker se mi zdi, da je treba sodelovati s svojim domačim krajem, hkrati pa moram delati tudi v prid naše osnovne šole Medvode. In je taka pot lep primer, ki ga lahko vključite v svoj program in kje? Ja, seveda, to je zelo dobrodošlo, da si takole zamislijo neko tako poučno pot, kajti naši učenci morajo pravzaprav spoznati znamenitosti našega domačega kraja, morajo spoznati naše ljudi, ki so živeli, se pravi, ki so ustvarili na tem področju, morajo spoznati določene stavbe, skratka, to je zelo dobrodošlo. Pirniška učna pot je krožna pot z 7 postanki, po katerih je udeležence tudi tokrat vodila Anica Boštjančič. Pot nas vodi, se pravi, tukaj pred doma krajanov do rojstne hiše Franca Rozmana Staneta, naprej do Aljažove hiše, Jakoba Aljaža, potem v Turenc. V Turencu nas bo Viki Grošelj nam demonstriral plezanje in nekaj o alpinizmu povedal. Potem gremo do Brvi čez Savo, tam so se včasih z brodom vozili. In naprej ob Savi do hiške tega skladatelja Janeza Bitenca, naprej do Toplega Orelca v Straži in pa še zadnja postaja je pa Zvergle, tam so včasih pele naše, ne pele prale, pa pele verjetno tudi zraven naše perice. Člani turističnega društva Pirniče so v vabilu zapisali, da je učna pot pomembna za spoznavanje lastnega domačega kraja in njegovih naravnih in kulturnih znamenitosti, pa tudi kot del učnega procesa, kot naravoslovni dan, športni ali kulturni dan, ali pa samo kot izlet v bližnjo okolico s poznavanjem znamenitosti. Pravzaprav je vsaka točka po svoje zelo zanimiva in bi težko zdaj naredila krivico kakšni posebni točki. Tako Jakob Aljaž kot naš znameniti Slovenec, kot tudi Franc Rozman Stane, da ne govorim potem tudi naravni izvir Straža in podobno. Skratka, težko bi se odločila. Mogoče zato, ker se tako malo govori zdaj, meni je zelo ljuba ta hiša Franca Rozmana Staneta in pa Turenc. Jaz bi se definitivno odločila za 2 točki, če lahko tako povem. Prva je rojstna hiša Jakoba Aljaža, ki je žal v tem trenutku v renoviranju, in pa druga, ki je Straža, to se pravi Topli izvir, kjer dejansko res imamo še turistični potencial, ki ni izkoriščen, pa bi se ga dalo. Več kot 40 predstavnikov medvoškega gospodarstva se je odzvalo po vabilu župana Nejca Smoleta na vsakoletno srečanje, na katerem jim slednji predstavi najpomembnejše zaključene in načrtovane projekte in za gospodarstvenike najpomembnejše novosti.
Med letošnje seveda sodi sprejet občinski prostorski načrt in dejstvo, da je s tem dana zelena luč za dejansko udejanjenje obrtnih con. In najpomembnejše vprašanje z druge strani, kdaj konkretno? Letošnje srečanje s predstavniki medvoškega gospodarstva je bilo že 4. zaporedno, le da je bilo letošnje iz pomladanskega obdobja prestavljeno v popočitniško. Ja, enostavno zato, ker nismo upali sklicati še enega, ali pa ni se nam zdelo primerno, sklicati še enega srečanja s podjetniki, pa jim tam reči že 4. leto, da občinski prostorski načrt bo sprejet. Tako da smo počakali, da je bil dejansko na junijski seji sprejet, da je bil sredi julija stopil v veljavo. Zdaj pa smo predstavili vse tiste širitve ali pa spremembe namenske rabe, ki so se v tem OPN-ju zgodile. Dejansko je bil občinski prostorski načrt največja zmaga prav na področju obrtnih dejavnosti. Zanima me, kakšen bi bil sestanek, če nič od tega ne bi spravili čez. Tako da mogoče iz tega naslova včasih kar prehitro vzamemo stvari, ki so priborjene za samoumevne. To ni bil lahek del. Vse te pobude so bile kvalificirane kot na nek način strateške pobude občine, tako da je to zagotovo številka 1 projekt. Vsi ostali projekti so z narave komunalnega opremljanja, ki pa služijo delno tako gospodarstvenikom, kot seveda tudi vsem ostalim občanom. Prav občinski prostorski načrt je torej bila, poleg predstavitve ostalih pomembnejših projektov, med drugim tudi projekta izgradnje kanalizacije poimenovanega Čisto zate in ostale vzporedne gradnje, tudi odprtega optičnega omrežja, glavna tema letošnjega srečanja. Predvsem, ker je bila z njegovim sprejetjem dana dejanska zelena luč, da se obrtne cone kot mrtve črke na papirju iz zadnjih 10 let dejansko udejanjijo v praksi. In seveda vprašanje strani podjetnikov, kdaj dejansko lahko to pričakujejo. Najhitreje bojo zemljišča na voljo, vsaj tista občinska zemljišča v delu obrtne cone tekstilne. Tam bo občina 6300, slabih 6300 kvadratnih metrov zemljišča ponudila, predvidimo, na trg še v letošnjem letu. In kako se bo izognila špekulantov? Težko. Tukaj je postopek čist jasen, gre za zbiranje ponudb, javno odpiranje ponudb, tukaj nihče ne ve, kakšen bo končen izplen. Iz tega naslova tudi moj apel medvoškim podjetnikom, da če mogoče vejo, da bi dva ali pa tako, kako rabili, da stopijo skupaj, ponudijo tako ceno, da pridejo potem v igro. Vse ostalo, se pravi neposredne pogodbe, seveda so nezakonite in se jih občina ne more posluževati. Kar je na nek način tudi razumljivo, ker potem bi to pomenilo, da nekoga preferiramo pred drugim. Dejansko najhitrejša realizacija podjetniške pobude je trenutno torej možna na območju razširjene obrtne cone tekstilna v neposredni bližini podjetja Iskra Pohištvo. Saj ima prometno povezavo, je komunalno najbolj opremljena in tudi v večinski lasti občine Medvode. Polovično v občinski lasti je tudi nova mini obrtno podjetniška cona med Heliosom in podjetjem Jarcu v Vašah. Prav večje število ostalih lastnikov zemljišč pa lahko predstavlja problem tudi pri potrebni vzpostavitvi dovozne poti. Ja, moja želja je, oziroma mojih naslednikov, mi se ukvarjamo z obrtjo že 40 let, zdaj je prevzel mlajši sin, to je 3. generacija firme Dastaflon in mi imamo željo gradnje objekta. To bo praktično že 3. gradnja v teh 40 letih, če nam bo uspel dobiti na obrtni coni v Vašah. Smo zelo zainteresirani in to je naš cilj zdaj. In ste danes slišali kaj spodbudnega, oziroma kakšni bodo vaši naslednji koraki, glede na to, kaj ste slišali? Ja, mogoče sem bil malo razočaran, ker nisem čisto točnega odgovora dobil. Mal je problem za to cono v Vašah, da ne morajo točno opredeliti, kdaj bo lahko že možna gradnja. Mi smo nekako računali 2-3 leta in upam, da v takem času bo. Sprejeti občinski prostorski načrt pa omogoča končno realizacijo načrtov podjetja Brinox v Sori in podjetnika Marjana Malija v Mošah. Prostorsko problematiko slednjega smo spremljali iz leta v leto že vse od leta 2007, ko je želel podjetje Elektronika Mali iz same vasi Moše preseliti v novo obrtno cono v neposredni bližini. In ker se je občinski prostorski načrt sprejemal tako dolgo, je pridobljeni kredit leta 2010 uporabil za nakup poslovnih hal podjetja Tiko v Tržiču, kamor je preselil tudi podjetje Elektronika Mali z vsemi zaposlenimi. Torej, kaj in kdaj seliti nazaj, če sploh? Prav na hitrco ne bo šlo, ker zdaj smo tudi v gradnji na sedajni lokaciji v Tržiču, postavljamo še eno halo zraven, ker
pač nismo vedeli, kako bo, kakšno bo tlele. V roku 2 let pa načrtujemo, da bomo, če ne začeli sigurno, se pravi zdaj v letošnjem letu, pa naslednjem letu bomo skušali pridobiti vso dokumentacijo, potem pa v letu 19 oziroma letu 20 se bomo pa lotili splanirati oziroma očistiti gozd in postaviti novo halo. Seveda malo je odvisno tudi od financ, kako in kaj, ker to bo kar zajetna zadeva, ampak ne bomo pustili, smo pa veseli, da smo to dobili, ker nas že tudi na tem koncu smo zdaj že malo stiska, prostorska stiska. Tukaj bo bolj razvoj pa inženiring, delno pa tudi pri razvoju bo tudi nekaj dela. Koliko imate trenutno zaposlenih? Smo že prišli na 82. Na srečanju pa je bila ponovno izpostavljena problematika dotrajanih in neustreznih mostov, predvsem ko govorimo o podjetjih, katerih tovornjaki so ujeti na otoku med mostom čez reko Soro v Goričanah z omejitvijo 12 ton in neustreznim in ozkim mostom čez železnico na ladji in neustreznim smrtno nevarnim dovozom na državno cesto na Jeprci. Smole je zbrane podjetnike že pozval k skupnemu apelu na državne institucije. Reševanje problematike državnega prostorskega načrta pa pustimo tisti del proti Ljubljani, ker tisti je res čist državna zgodba, ampak reševanje tukaj pri Proju oziroma pred Jeprco v navezavi na krožišče Senica in pa rešitev od krožišča Senica do ladje oziroma do recimo podjetij Sožefi in pa papirnica Goričane. To so tiste ključne točke, ki so pa tako velikega zalogaja, da mislim, da brez državne pomoči ne bo šlo. Poleg neustreznih cestnih povezav pa je bila ponovno izpostavljena tudi problematika parkirišč za tovorna vozila, ki jih zato avtoprevozniki puščajo vse povsod v nejevoljo občanov. Eden izmed njih, ki se še ne želi izpostavljati, pravi, da mu ne bo preostalo drugega kot državljanska nepokorščina. Treba vedeti, da gre za specifično dejavnost, ki ne sodi v vsako okolje. Se pravi, dejansko iz tega gledišča ocenjujemo, da je obrtna cona Jeprca najbolj tudi zaradi nosilnosti tal bi bila najbolj primerna. Se pa zavedamo tega, da o obrtni coni Jeprca že zelo dolgo govorimo, pa ni veliko. Ne morem pa reči, da mi nismo na tem veliko naredili, ker je treba vedeti, da bo v letošnjem letu začet projekt komunalne opreme. To je pa tisto, kar obrtni coni poleg fleksibilnega OLN-ja, občinskega lokacijskega načrta za območje Jeprca, manjka. Najdaljšo tradicijo sicer zgolj na papirju ima torej načrtovana obrtna cona na Jeprci, ki je z novim občinskim prostorskim načrtom omogočena dodatna širitev. Glede na dosedanje izkušnje s potencialnimi kupci zemljišč pa je potrebno, kot je na srečanju pojasnil Smole, pridobiti zemljišča še od ostalih lastnikov, spremeniti občinski lokalni načrt, ki bi na novo vzpostavil parcele in omilil dosedanje določitve, kako naj bi obrtna cona izgledala. Vložiti pa je potrebno še dober 1 milijon evrov, da do obrtne cone zgradijo vso potrebno komunalno opremo in cestno povezavo. Čakajo zgolj še na gradbeno dovoljenje. Polovico potrebnih sredstev pa ne bi pridobili iz Ljubljanskega holdinga. In še ena pomoč se obeta. Nov zakon o urejanju prostora namreč predvideva čisto nov instrument prostorskega načrtovanja, ki ga doslej ni bilo. To je postopek lokacijske preveritve, ki bo pod določenimi pogoji omogočal manjše spremembe, kot so zaokroževanje naselij in gradnjo na lastnem dvorišču, tudi brez spremembe občinskega prostorskega načrta. Koliko nas bo takšen postopek stal, naj bi občinski svetniki odločili na seji prihodnji teden. Vse do prihodnjega petka je v avli Doma krajanov v Pirničah na ogled razstava likovne sekcije z naslovom Opraševalci cvetov, torej vse v znamenju letošnjega prvega svetovnega dneva čebel. Na samem odprtju razstave slik je spregovoril tudi medvoški čebelar Miha Bukovšek, ki nadaljuje bogato tradicijo čebelarjenja na Golem Brdu. Kot poklicni čebelar pravi, od čebel lahko živiš le, če najprej zelo živiš za čebele. Odgovor na vprašanje, zakaj so se člani likovne sekcije Kulturno-umetniškega društva Pirniče odločili za upodobitve opraševalcev cvetov, je preprost. Leto posvečeno enemu od najpomembnejših opraševalcev – čebelam. Letošnje leto
zaznamujemo svetovni dan čebel oziroma opraševalcev in jasno, da nam je bila to pobuda, da smo se odločili, da bi naredili pa razstavo opraševalci cvetov. To je vsekakor povezano s tem, ker je letošnje leto posvečeno čebelicam. Na ogled je svoje dela postavilo 14 članov likovne sekcije in 2 predstavnici likovnega podmladka. Kakšno tematiko ste si pa vi izbral in mogoče zakaj ravno Anton Janša? Ja, Janša je svetovno znan čebelar 18. stoletja, bil je cesarski čebelar na Dunaju, na Dvoru, bil je Slovenec, Gorenec in to vsekakor, jaz se ukvarjam tudi s portretom, zato sem rekel, da se mi zdi primerno, da bi tudi en portret njegov naredil. Na odprtje razstave so povabili tudi Miha Bukovška, ki nadaljuje tradicijo čebelarjenja na Golem Brdu. Prizna, da čebelarji tako radi govorijo o čebelah, da se jim je kar težko omejiti na določen čas predavanja. Upam, da sem povedal ta poglavitne zadeve, eno je o tem, da čebele pikajo, zakaj pikajo, kako se v takih situacijah, kako naj se človek obnaša, kako naj reagira. Druga stvar je medovite rastline, kako lahko mi kot ljudje poskrbimo, da čebelam olajšamo življenje in tudi skrb za čim bolj zdravo naravo, za čim manj škrofil, čim bolj teh sredstev tretiramo, vemo pa, da brez tega ne gre. Je pa zelo pomembno, da se tretira ob večerih. To tretiranje, to špricanje običajno tudi veliko bolj koristi, veliko bolj učinkovito odstranjuje škodljivce. In obenem je še prijazno do čebel. Kot pravi Bukovšek, imamo v Sloveniji najbolj razvejano mrežo čebelnjakov, saj skoraj da ni vasi, ki ne bi imela čebelnjaka z vsaj nekaj panji, kar po drugi strani pomeni tudi izdelan servis opraševanja. Kmetje, pridelovalci v Sloveniji ne rabijo najemati čebel za servis opraševanja, kot se to dogaja drugje po svetu. Pri nas to naredijo čebele, ki so v lokalnem okolju. Je pa med nami tudi kar nekaj poklicnih čebelarjev, približno 100 nas je v Sloveniji, ki se trudimo živeti od čebel, vendar od čebel se lahko živi samo, če se najprej živi zelo za čebele. Klub Jedro je minuli petek, 14. septembra, začel novo sezono dogodkov in pričeli so z zanimivim potopisnim predavanjem medvoščana Romana Lauterja, ki je v začetku letošnjega leta raziskoval državo centralne Afrike, Ugando. S fotografijami iz te raznolike afriške države pa se mu je pridružila Lidija Lapajnar. Veliko ljudi ob omembi afriške države Uganda pomisli na lakoto, vojne in druge neprijetne stvari, ki so na afriški celini pogoste. A Roman Lauter pravi, da je Uganda vse prej kot to. Je sicer revna država, saj je vsak 4. prebivalec pod pragom revščine, a po drugi strani imajo 100% samooskrbo s hrano, kar za Slovenijo ne velja. Težave imajo predvsem zaradi izjemno hitre rasti prebivalstva, sicer pa velja Uganda za mirno državo, brez konfliktov, kljub temu, da je kulturno zelo raznolika. Roman Lauter je Ugando obiskal v letošnjem februarju. Uganda je prav posebna država, mirna afriška država, ki že leži na ekvatorju, bistveno večja od Slovenije, z bistveno več prebivalci. Ima določene povsem afriške značilnosti, kot so recimo divje živali, pa velike reke, pa pragozdove. Hkrati je pa seveda v velikih mestih tudi zelo evropeizirana, zelo moderna, tako dežela z več obrazi. Že glavno mesto Ugande, Kampala, ima 1,7 milijona prebivalcev, za Evropejce pa je na začetku mora biti precej kaotična, zlasti v prometu, a tako Roman Lauter kot Lidija Lapajnar priznavata, da je v vsem tem kaosu na koncu vendarle nek red. Pa recimo samo mesto Kampala je precej drugačno od mest, ki so tukaj. Velika gužva je, recimo zanimivo je bilo prvi dan, ko smo prispeli, in je bilo treba iti čez cesto, pa z možem nismo vedela, kako čez cesto pridati in so se potem kar obrnila po 15 minutah čakanja tistega nereda.
Sicer smo potem ugotovili, da ni tak nered, da je to nek tak urejeni kaos in da se da čez cesto pridati. Največja težava Ugande je v tem, da nimajo dovolj elektrike. Tudi kuhajo na oglje, a po drugi strani težav z mobilnim signalom skoraj ni bilo. Vzporednic z Medvodami se pa ne da potegniti. Tu gre res za dva povsem drugačna svetova. Tudi stopnja razvitosti je seveda povsem drugačna. Četrtina prebivalcev živi pod pragom revščine. Ta razlika med bogatimi in revnimi je zelo izrazita. To, česar v Medvodah nikoli ne vidiš. Uganda ni tipična turistična destinacija, zato je potovanje tja prej izjema kot pravilo, a ker je Roman Lavtar pogost popotnik, za potovanja turističnega aranžmaja ne potrebuje. Turistične ponudbe zaenkrat ni, razen za te velike nacionalne parke, ampak to je zelo omejeno, ne. Mi smo pa želeli videti še druge dele države. Jasno, danes te letalski prevozi postajajo dostopni tudi normalnim denarnicam, zato se da za relativno sprejemljive stroške priti do tja, tam pa je vse nekajkrat ceneje kot pri nas. Roman Lavtar je obiskovalcem predavanja predstavil še vtise z Viktorijinega jezera, predstavil je nekaj hrane, naprimer banan in pire, ki jim je bila zelo všeč, le soljena je za Evropejce premalo ali sploh ne. Izvedeli smo tudi, da je trk z nilskim konjem zelo pogost vzrok smrti v Ugandi. Povedal pa je tudi, da je bil nekaj časa 4% lažji, saj je obiskal tudi ekvator. Tokratni potopis ni bil prvi, ki ga je Roman Lavtar predstavil, saj precej pogosto potuje v različne države sveta. Za takole velika potovanja enkrat na 2 leti, na 3, odvisno kako se v Šparovcu nabere denar. V jedru pa je potopisno predavanje zaokrožila razstava fotografij Lidije Lapajner, ki so ji v najlepšem spominu ostali prijazni ljudje, sicer pa so iz potovanja ostali neverjetni vtisi, ki si jih je trajno ohranila tudi prek fotografiranja, ki je tudi njena poklicna strast. Mene so predvsem navdušile živali, ljudje in narava in to sem tudi s temi slikami hotela pokazati. Tako da večina slik je tudi izbrana iz nacionalnega parka Murchison Falls. Pa tako, da se pokaže, da je to lepa država, lepa dežela, ki jo večinoma tukaj ljudje sploh ne poznajo. Razstava fotografij je še vedno na ogledu v prostorih kluba Jedro, ki letos praznuje okrogel jubilej. 10. obletnico kluba bodo obeležili jutri od 20. ure dalje s koncertom Duja Art Acoustic, zato vas vabijo, da jih obiščete. Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja v Zgornjih Pirničah je bila tokrat gostiteljica 3. letošnjega koncerta jesenskih serenad. Obiskovalcem se je predstavila vokalno-instrumentalna skupina Ridiamo s koncertom renesančne glasbe. Z izbrano slovensko poezijo pa ga je povezovala Tina Uršič. Vokalno-instrumentalna skupina Ridiamo nima stalne zasedbe, saj je od ustanovitve dalje leta 2013, ko so se zbrali pod takratnim mentorstvom profesorice Edite Garčević-Koželj, že nekajkrat spremenila sestavo. Pričeli so kot komorna skupina in že na prvem tekmovanju v Beogradu prejeli prvo nagrado. Tudi na tekmovanjih, ki so sledila, nagrade niso bile izjeme, danes pa se zberejo ob različnih priložnostih. Skupina Ridiamo smo torej skupina 5 pevcev in inštrumentalistov, torej smo vokalno-inštrumentalna skupina, ker vsak od nas poleg tega, da se profesionalno ukvarja s petjem, tudi igra en inštrument. Sicer pa smo nekako skupaj že, ta skupina obstaja že okrog 5 let, pa se je vmes malo preimenovala, no. Zadnje 2 leti, oziroma 2 leti pa pol, pa nekako v tej trenutni zasedbi in pod imenom Ridiamo nastopamo. Trenutno torej skupino Ridiamo sestavljajo sopranistka Neža Vasle, mezzosopranistka Anja Šinigoj, tenorist Luka Jutršek, tenorist Tine Bec in baritonist Jaka Mihelač. 3 med njimi študirajo na Akademiji za glasbo v Ljubljani, eden pa na Koroškem deželnem konzervatoriju v Celovcu, tako da vsi študirajo petje na akademskem nivoju. Tokratni program za jesenske serenade je sestavil njihov umetniški vodja, baritonist in kitarist Jaka Mihelač. In potem se med sabo malo popravljamo, kako bi rekel, vsak
vsak da kakšno mnenje, vsak da kakšno idejo, kako bi lahko bilo boljše, potem pa včasih pred kakšnim večjim koncertom ali pa večjim projektom še kakšnega profesorja ali pa kakšnega drugega profesionalca povabimo na naše vaje. Sicer pa se ponovadi dobivamo projektno, nimamo rednih vaj, se pač dobivamo parkrat pred večjimi koncerti, ker imamo tudi vsak posameznik ima veliko dela z drugimi projekti in se dejansko tudi težko dobimo, tako da kakor pač lahko. Repertoar skupine je zelo obširen, saj izvajajo skladbe od renesanse pa do moderne dobe. Zelo pri srcu jim je tudi slovensko ljudsko izročilo. Koncert jesenskih serenad je imel izrazito renesančno noto. V bistvu Lamento della Ninfa in potem Lamento di Ariana. Torej, kot ste pa verjetno slišali, smo uporabili tudi našo violinistko in čembalo in našega kitarista, tako da smo malo mešano, nekaj a capella, nekaj skupaj ob inštrumentalni spremljavi, pa na koncu še ljudsko slovensko smo zaokrožili z Pojdem v rute. Ta izvedba skladbe Pojdem v rute je bila sicer na jesenskih serenadah krstno predstavljena. Vezno besedo je oblikovala Tina Uršič, ki je tokrat prebirala poezijo slovenskih avtorjev Mile Kačičeve, Neže Maurer in Ivana Minatija. Ambient Pirniške cerkve, katere značilnosti in zanimivosti je predstavil tamkajšnji župnik Blazje Žeršek, pa je še dodal piko na i izjemnemu koncertu, ki je ob koncu požel zelo dolg aplavz. V tej cerkvi se zelo lepo da peti, v bistvu zelo prijetno, ko včasih pravijo, da takole v cerkvi pomaga akustika, ta odmev, ima pa vedno svoje prednosti in svoje slabosti, ampak danes mislim, da smo uživali tukaj, se je dalo zelo lepo narediti. Skupina Ridiamo se bo po koncu letošnjih jesenskih serenad zbrala še v postnem času na koncertu v Uršulinski cerkvi, nato pa načrtujejo še pot v tujino. Torej poleti naslednje leto, julija, se pa odpravljamo na turnejo v Provanso in to bo v bistvu tudi nekako naš zaključek, ker se po tem letu se malo razhajamo, ker grejo nekateri pač na študij, nekateri na delo v tujino, tako da je v bistvu nekako to naša zadnja sezona. Čez teden dni pa vas Glasbena mladina Ljubljanska v sodelovanju z občino Medvode in javnim zavodom Sotočje vabi še v Smlednik na Vaški trg. Tam vas bo v ritmih Dixilanda zabavala skupina Dixie Shock Band. Letos najbolj vroč slovenski gorski tekač Medvoščan Timotej Bečan se je v tem tednu vrnil z 34. svetovnega prvenstva v gorskih tekih v Andori, kjer je odlično zastopal slovenske barve. S 24. mestom je pritekel najboljšo slovensko uvrstitev v zadnjih 5 letih, ob tem pa je bil 22-letnik eden najmlajših v ospredju. Timotej Bečan je v tej sezoni brez dvoma prvo ime slovenskega gorskega teka. Po zmagah na praktično vseh domačih gorskih preizkušnjah, obeh državnih prvenstvih, 13. mestu na Evropskem prvenstvu v Skopju in postavitvi novega slovenskega rekorda Šmarne gore je tokrat poskrbel še za najboljši slovenski dosežek na svetovnem prvenstvu v Andori pretekli vikend. 24. mesto pa je tudi najboljša slovenska uvrstitev v zadnjih 5 letih. Sem to vzel tekmo kot vsako tekmo. Mogoče edino malo več pritiska bilo na tem, ampak začel sem nekako z glavo, se držal v zadju, potem pa počas pridobival, pač do tistega trenutka, ko me je nekako odrezal s temi krči, ampak to se je zgodilo in moram v bistvu pozabiti in iti naprej, ampak sem pa zelo zadovoljen.
Če primerjam zaostanke že iz evropskega letos, so spet manjši, tako da nek napredek je. Tekma v Andori je bila vrhunec letošnje sezone gorskih tekov. Ker je bila v disciplini gor, ki Bečanu bolj ustreza kot gor dol, se je nanjo še posebej pripravljal. Zadnji odlični teki pred prvenstvom, tudi z rekordom proge na Osojščico na avstrijskem Koroškem, so kazali na to, da je 22-letni atlet iz Medvod vrhunsko pripravljen. Ja, res je. To je bila moja v bistvu glavna tekma v sezoni. V bistvu sem se zbral zato, ker je le svetovno prvenstvo, to kot prvo, potem pa disciplina gor mi načeloma bolj ustreza, tako da bolj kot gor dol. In ja, to je bila glavna tekma, na njo sem se zdaj cel avgust pripravljal, naredil par zelo dobrih treningov, čutil sem se pripravljenega, tudi teden prej sem naredil neko pripravljalno tekmo, kjer se je pač pokazalo, da sem v redu v formi, in ja, v bistvu sem se veselil tega. Tako da uspel mi je, mogoče edino vedno bo ostal nek tak grenak priokus, se pravi tega, da me je malo zmanjkalo na koncu, ampak bo še veliko priložnosti, tako da sem zelo zadovoljen. Posebnost prvenstva je bilo prizorišče na visoki nadmorski višini, nad 1500 metri in s ciljem 2430 metrov visoko. Bečan je na 11,9 km dolgi trasi s 1030 metri višinske razlike za atleti iz Ugande, ki so pritekli vse 3 kolajne med člani, zaostal dobrih 6 minut, a bil na uro dolgi tekmi od najboljše 15-terice oddaljen denimo le minuto. Ja, tekma je bila zares zelo naporna. V bistvu sem dal vse od sebe, kar je tudi pričajo v bistvu krči, ki sem jih doživel. Tam nekje 1,5 kilometra oziroma 2 do cilja, tako da ja, dal sem res vse od sebe. Proga je bila težka, tako kot ste rekli, svoje naredila nadmorska višina. Smo tekli v bistvu cilj je bil na 2400 metrih, to je recimo višina skoraj našega Grintovca in se poznaja. In ja, v bistvu tisti, ki se je dobro pripravil na to, naredil kakšne višinske priprave, je lažje to prenesel, tisti, ki ne, se mu je toliko bolj poznalo, ampak tekma je bila pa za vse enaka. Bečan je svoje 3. člansko svetovno prvenstvo pri 22 letih končal kot 15. Evropejec. Pred njim so bili zgolj tekači evropskih velesil gorskega teka. Timotej se tako z velikimi koraki vzpenja v svetu gorskih tekačev, letošnja izjemna sezona pa je, v to ne dvomimo, šele pričetek bliskovitega vzpona mladega medvoškega tekača v svetovni vrh. Ne vem, zakaj v bistvu. Jaz pač treniram, rad tečem, rad kolesaram, rad športam nasploh. In je to sam odraz v bistvu ljubezni do športa. Ne vem, kaj se je letos zgodilo, ampak nekako gre. In tudi na tekme hodim z veseljem, rad tekmujem in vse poznano. Po svetovnem prvenstvu pa Bečan ne bo počival. Čakata ga še 2 preizkušnji svetovnega pokala, prihajajoči vikend v nemškem Bergnu, nato pa zaključek sezone 6. oktobra s tekom na Šmarno goro. Omenimo še rezultat drugega medvoškega predstavnika na svetovnem prvenstvu. Med mladinci je namreč barve slovenske reprezentance zastopal tudi Tine Hren in osvojil 59. mesto. Poročamo o rezultatih starejših selekcij NK Jezero Medvode v preteklem tednu. Članska ekipa je v 4. krogu lige MNZ doma premagala Šmartno z 2-0. Ekipi mladincev in kadetov Škofja Loka Medvode pa sta v 3. krogu Gorenjske nogometne lige igrali takole. Mladinci so doma premagali Žiri s 4-1, kadeti pa v gosteh Visoko Preddvor z 0-2. V slovenskih kegljaških ligah so bile odigrane tekme prvega kroga v novi sezoni. Hidro je v prvi B ligi izgubil doma proti ekipi Konstruktor iz Maribora s 3-5. V soboto se je ekipa Društva upokojencev Medvod izkazala na državnem prvenstvu upokojencev v streljanju z zračno puško. Osvojili so 3. in 5. mesto med moškimi posamezno in 3. ekipno, ter 5. mesto med ženskami ekipno. Tokratna črna kronika je mirna.
Medvoški policisti ne poročajo o obravnavi prometnih nesreč, le o 2 kaznivih dejanjih. V Medvodah je nekdo ukradel kolo, v Valburgi pa je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo. Zato seveda velja stalno opozorilo. Pazite na svoje premoženje in sodelujte s policijo, da bodo zlikovci kaznovani za svoja početja. Intervencijska številka policije je 113, anonimni telefon pa 080 12 00. Policisti pa sporočajo še, da bodo nekaj časa še bolj poostreno nadzirali hitrost in psihofizično stanje voznikov. V zadnjih dneh Evropskega tedna mobilnosti vas vabimo tudi mi, da ste mobilni, pa čeprav brez svojega jeklenega konjička. Ideja? V soboto lahko denimo peš ali pa s kolesom obiščete festival Kranjska klobasa, ki bo tokrat na Zbiljskem jezeru. Mi bomo zagotovo tam, kot tudi v sredo, na prvi popočitniški seji občinskega sveta. Nasvidenje ponovno prihodnji četrtek.